Tokrat trda, težka tekma, na koncu pa ste ostali brez točk. Ja, sigurno, da nismo zadovoljni z izidom. Pričakovali smo danes, da bomo tekmo dobili. Ključne so bile dve stvari v tej tekmi, to se pravi naš zopet prelahko dobljen zadetek. Konec koncev to se nam dogaja že kar nekaj tekem. Koper je ekipa, ki je v bistvu, ko da enkrat zadetek, je težko priti nazaj v igro, ampak v drugi trenutek, recimo, ki je odločil tekmo, je bila izključitev našega igralca, ko smo imeli v bistvu terensko premoč. Ampak nikaj, gremo naprej, v bistvu je 9 tekem še do konca. Mogoče danes smo bili zopet premalo konkretni, ampak nismo izkoristili svoje šanse, Koper jih je in gremo naprej v nove tekme. Matej Eterović, tokrat tekma, v kateri ste upali pravzaprav, da se boste zavihteli na drugo mesto, pa se vam ni šlo po načrtih. Ja, upali smo, da bomo zmagali pred domačim občinstvom, ampak ni nam se išlo. Hoteli smo, očitno je Koper bil pretrd orah, kak se pravi za nas danes. Vendarle pa še ni izgubljeno tretje mesto, ni izgubljena Evropa, sledi pa ritem sreda, sobota, ko bo vsaka točka zelo pomembna. Seveda, še 9 tekem je do konca, tu tekmo moramo čim prej pozabiti, regenerira se, čeka nas zdaj Olimpija tu spet doma. Upam, da bomo se čim boljše predstavili pred domačim občinstvom in tokrat vzeli vse 3 pike. Tokrat gostovanje v Velenju, ki vam ponavadi ne leži, vendar tokrat vam je uspelo osvojiti vse 3 točke. Ja, mislim, da smo danes prikazali kar všečno igro, konkretno zadeli 2-krat, tako da mislim, da skozi celotno srečanje se je lepo videlo, po kaj smo v Velenje prišli, se dobro pripravili na tekmo in na koncu mislim, da povsem zasluženo danes zmagali. Sedaj sledi naporen ritem sreda, sobota. Je kader dovolj širok, da lahko parirate tudi vodilnemu Mariboru? Poglejte, mi pač igramo s tekme v tekmo, naš kader je 25 igralcev, to je ekipa dokazala tudi prejšnji vikend, ko smo doma premagali Zavrč. Praktično smo igrali brez Čovila in Galešiča. Dobro vemo, kako pomembna člana naše enajsterice so, vendar pravim, fantje, ki so na klopi oziroma nekateri niso bili danes niti na klopi, so kvalitetni, v njih verjamemo in praktično naša klop je res dolga in kdo igra, mislim, da da maksimum in to se tudi odraža na letošnjih rezultatih. Gostovanje v Velenju nikoli ni bilo prijetno za koprske nogometaše, tokrat vam je uspelo, v tistih ključnih trenutkih ste uspeli zadeti. Ja, res, gostovanja v Velenju so res zelo težka, danes nam je uspelo zmagati in je to zelo pomembna zmaga, tako da upamo, da bomo tudi sledili na naslednji tekmi in uspeli v Novem mestu zmagati. Sedaj pravzaprav lahko pogledujete tudi proti drugemu mestu, nenazadnje ste premagali konkurenta in kakšni so pravzaprav pogledi garderobe, vas igralcev? Ja, seveda, oddaljili smo se od 3. mesta, tudi sledimo tempu Maribora. V garderobi je vzdušje zelo dobro, seveda po vsaki zmagi je vzdušje zelo dobro, tako da upamo, da bomo uspeli zadržati ta rezultatski niz in uspeli nadaljevati z zbiranjem točk v prihodnje.